dolgoletno dejavnost, seveda spoštovanjem. Sem kljub temu zaznal, da vam kritiki večkrat očitajo, da ste zelo uspešni, ko je treba nanizati težave in dosti manj uspešni, ko je treba ponuditi odgovore. Jasno, da odgovor na vprašanje, ki smo si ga zastavili na tej okrogli mizi, je za 3 Nobelove nagrade, ne za eno. Druga stvar, včasih vam očitajo eno precejšnjo mero populizma, včasih celo malo preveč, ko bi si ga lahko dovolil človek na takšni akademski ravni, kot ste vi. Kljub temu, da je zgodovina, bom rekel, zdaj na vaši strani. Ne? Morda še ta navezava na konec krize, pravzaprav me že moti ta izraz, ki bo omenjal, ko sem se peljal v Šentjur, so govorili na studiju ob 17, ko bo konec krize, bo pa spet vse tako, kot je bilo prej. Moje mnenje je namreč popolnoma nasprotno, ne, da termin konec krize ne obstaja, ker konec krize pravzaprav pomeni neko popolno prevrednotenje vrednot, ključno z nami samimi. In tukaj se pravzaprav strinjam, da je to eno stanje, s tem se bomo mogli navaditi živeti. Je pa jasno tukaj cel kup kontradiktornosti, ki ne grejo skupaj po eni strani, če dalje manj denarja, po drugi strani bi mogli če dalje več trošiti. Tukaj mislim, da ste kljub vsemu malo preveč enostavno ta zeleni New Deal odkvital, zamahnil z roko, ker kljub vsemu, če kaj pa lahko zdaj požene, ker, ne vem, avtomobili na električni pogoni, nasprotno se, da nismo ekologije čisto nič omenjali, ker so itak vsa naprezanja odveč, če ne bodo ekološko vprašanje rešili. In tako naprej, skratka, eno vaše mnenje o tem vašem, bom rekel, kritizerstvu in populizmu, pa morda še končno to definicije konca krize morda. Ja, no, kar se tiče populizma, verjetno nekaj drži, nekaj imate prav pri tem. Moram pa reči, da običajno smatrajo, da sem jaz ekonomist, ki pove tako, da ljudje razumejo, za kaj gre. Ne? To je pač, se strinjam, del populizma. Kar se tiče začetka in konca krize, tehnična definicija je več ali manj čist jasna. Če sta 2 kvartala negativne rasti, imamo krizo, po te negativne rasti je konec krize. Ne? To je prav, tehnično je to več ali manj jasno. Kar se tiče zelenega New Deala, jaz sploh ne nasprotujem zelenemu New Dealu. Jaz ne pravim, da zaenkrat človeštvo še ni trčilo v omejitve, ki jih postavlja narava in mi se bomo tega zavedali samo, če bo zelo velika katastrofa prišla. Se pa na vsak način strinjam, da je ta zeleni New Deal nekaj zelo koristnega, ampak zavedati se moramo, da ga ne delamo zaradi okolja, ampak da ga delamo zato, da povečujemo povpraševanje. Korist od tega pa nedvomno je. Merklova ne dela novih avtomobilov zaradi zelenega okolja. No? Mislim, sej, stranski učinek tega je gotov ta, ampak dela zaradi povečanja povpraševanja. Kar se tiče, se pravi, kako povečati povpraševanje je pa problem. Problem je pa zaradi tega, ker so države v to krizo zelo zadolženo vstopile. No. Mislim, in zdaj pomeni še povečevati to zadolženost. Čeprav so pa včasih rekel neki podatki, pred letom 30, pa zdaj so pa presenetljivo podobni, ne bi jih pričakoval, ne, teh podatkov podobnih, tako da, to so približno odgovori.